Jaz sem tle zaznal malo cinizma. Ja, jaz mislim, da je to je dis. To je dis. Bu, Lara, bu! Veš kaj, Lara, kar obot pa je to vprašati. Pa je obot se vprašati. Yeah, and you don't stop. It's a 187 on an undercover cup. To je spet neka referenca, ki jo nihče ne razume, zdaj jo moraš razložiti. 187 glave, drage poslušalke in cenjeni poslušalci, in 187, kot vemo vsi ljubitelji zahodnobalnega gangsterskega repa iz začetka 90-ih let prejšnjega stoletja, pomeni policijsko kodo za umor. In to, kar smo slišali, je pa citat iz prvega komada, na katerem se je uradno pojavil Snoop Dogg. Spravo Snoop Dogg, ki ga je Dr. Dre potegnil noter za film. Prosim, ostanite z nama, se bo nehal, povej do konca. Ja, deep cover, ne, in kjer je And you don't stop, it's a 187 on an undercover cup, seveda v originalni ulični verziji namesto undercover rečejo oj deep. Ja, ti gangsteri z LA. Bijač! Ja, mislim, da v njih hujše stvari govorijo. Ne vem, pa si upam reči, da to je neka mila verzija, kar si zdaj rekel. V glavnem... Nazaj sva, konc počitnic. Ja, konc počitnic, glave so nazaj. Zakaj smo vesela? Glave, ja, sej to počitnice bi lahko vedno trajale dlje, to je dejstvo, ampak, kar poveva, kakšen je plan danes? Plan je tak, da smo dobila en super vprašanje, kar smo ugotovila 5 minut pred začetkom snemanja, ker sem že gledal v file, ampak ker se fino navezuje na prvo temo današnjega dne, ki je pravzaprav se pojavila en dan pred snemanjem tega, oziroma 6 ur pred snemanjem tega. Izjemno. Mava pa plan govoriti o neki knjigi, to pa videla zdaj, ali bo čas, ja, ali ne, tako da ne bova zdaj naslova povedala. Bomo potem, če bomo prišli do tega, kaj morava ljudi povabiti že na počitnice? Pridite v Discord, to je prva stvar, pridite v Discord in se pogovarjajte in dajte kakšne mime ali pa lajkite mime, to je ena stvar, tam tudi lahko glasujete za naslove glav. Potem pa že spet dela, pižanc, podpri.si, it's back, že spet dela. Yeah. Ali pa... Guess who's back in the undercover house? Ok, prosim, ne umre, zdaj ta 187, ti pa še 2 sta to vedela. Podpri.si oziroma aparatus.si. In tisti, ki smo vedeli, smo krip vokal zraven. To še jaz to vem, kaj je. V glavnem, kjer lahko podprete glave in potem dobite pobritek, kjer pač malo daljšo epizodo vsakič. In pa seveda prvi zveste, ko bova na eni točki imela kakšne glave live. To je to. Ene bojo zdaj, kar sta delala že reklamo. Ja. In sicer 16. septembra ob 5:30 popoldne na Ljubljanskem gradu se pogovarjamo znova o upornikih. Spomladi je bil z nama komandar, ki je govoril o Einsteinu, pa nekih fizikih, pa nekaj tako, ne vem, jaz nisem nič tekal. Jaz priznam, da nisem nič tekal, ampak na srečo si bil ti zraven, tako da je spadal, da jaz obvladam, kad ti si še manj tekal. Tako. Tokrat bomo govorili o upornikih v umetnosti. To je seveda samo zelo, zelo okviren načrt tega, ker nikoli ne veste, kam nas lahko odpelje. Najna gostja pa bo Hanna Stupica, a.k.a. Hans iz opazovalnice, ki na dan snemanja, se pravi dan preden ste vi tole dobili v svoje trafike, otvarja pregledno družinsko razstavo v Velenju. Ja. Celotna rodbina Stupica. So že kdo je drug risal, ne samo ona? Ja, imeli so en AI prototip v 60-ih, ker so mu rekli, nariši Sneguljčico. To je to, ja. Okay. Bravo, Anže. Zdaj, najhuj je to pa Anže, ker ne veš, ali je res neveden ali je šala. In vsi bojo rekli, neveden je. To je ena od teh stvari, kjer bi jaz lahko imel tisto luk. Ki bi bilo čisto leži, če bi jaz lahko se pogovarjal 4 ure o letalih, recimo, ja. Ampak mogoče pri risbah, kot takih, bi pa bi čisto leži, ampak Hano pač poznam že toliko časa, da vem, da ni prva s tem imenom, ki zna risati. Ja, 18. mislim, da ima prav tudi pogovor še, tako bomo dali tudi to link v komentarju. Pa še enkrat glave na gradu 16. Tako da dajte 2 dneva si vzemite frej in pa seveda pa si vzemite tudi
petek 20. frej za naslednje glave. Zdaj si preveč zmedel ljudi. V zapiskih bojo vse prite nagrad, tam sem vedno fajn. Pa res je fajn placno, to je tudi treba povedati, da je res una dvorana, res ok. Pa zmeri so hvaležni ljudem, ki se usedajo v prvo vrsto. Zdaj Hanna ne bo v prvi vrsti, ker bo na odru. Mogoče bo kakšne kolegice in prijatelje pripeljala in bojo oni tam. Pripeljte jih tudi vi. Tako. Ok, zdaj pa pojva na to vprašanje, ki ga boš pač ti prebral, tako se odločil. Piše na Malara, prav tako da. Živijo glavarja, se pravi ne glavarja, ampak glavarja, kar je zelo zanimiv, ker sem v zadnjih 2 mačjih mulcih, stripovskem klubu Mačjega mulca, je v enem mini stripku ena lutka, ki mu da tako veliko dojenčka s to glavo in si je rato pač glavar Bučofroc. Okay. Kjer se tudi glavar izgovori. Tako da, evo, wow, živijo glavarja, čeprav Anže zahteva, da mu pravimo glavar, tako, ker vsaj v tem podcastu ima neko občutek, nek občutek avtoritete, da ni zgolj tonski tehnik. Odkrila sem vaju med COVID-om, ko je Tomo gledal Potterja in se vse do današnjega dne uspešno utapljam v vajnih pretočnih vsebinah. Všeč so mi lepi slovenski izrazi. To je super, to je pohvalno. To je pohvalno. Mogoče v kakšen drug bolj poslušan podcast ne bi mogli priti, ker ima preveč slovenskih imen, ampak nehamo še dati. Nehamo senčiti, ker nimamo senčila. Trenutno pa trpim za abstinenčno krizo po končani drugi sezoni Hiše zmajev. V 2 tednih je prišla do abstinenčne krize. To je resna adikcija, resna odvisnost. Ker resna adikcija je bila lahko, če narobe slišiš resno seštevanje. Če enkrat izpade. Pustim to not, tem kaj za nalaž. To je Matej Praprotnik, kvaliteta šale. Tako, odločila sem se jo zdraviti z binge ogledom. Zdaj pa binge, to je pa, zdaj smo pa šli na angleške. Na dušek. Z eksanjem. Lahko bi, eksanjem. Kaj gleda? Serije Igra prestolov, ki je disclaimer, prehit sem pohvalil, Lara. Mogoče Lara. To je ta odnos, ki ga ljudje dobijo, unih 6 ljudi, ki celo pošljajo vprašanje, da se začnejo dreti na njih. Ja, to je super. To je ta. Taka Junior Stuart Lias. Aparatus.si, pošiljnica vprašaj glave. Do sedaj še nisem gledala, razen par prizorov prve sezone, ker sem bila v času, ko je bila popularna, jaz pa v narekovajih vsevedna najstnica, preveč cool, da bi padla v tisto mainstream Game of Thrones manijo. Sprav, ona pa Jonas. To je bilo to. To je meni zanimivo, ker jaz tega nikoli nisem tako doživljal, ker smo bili tako stari, kot smo bili, ampak jaz čisto verjamem, da če si bil najstnik, ti je tako zdelo, kje je meni zgledal, Harry Potter je cool reklama. Verjamem, da je isti vibe, tako da zelo razumem to. V življenju pa se očitno vse obrne in evo me 5 sezon Igre prestolov kasneje, pogledal sem jih v pičlem mesecu, disclaimer oproščen, in sem na pragu 6. sezone, ki je menda še edina gledljiva, preden se začne shit show 7. in 8. sezone. Shit show, I'll allow it. You'll allow it, super. Exactly. Čeprav sem v popkulturi in pogovorih s prijatelji od zaključka serije že izvedela ta glavne plot twiste, vseeno zaenkrat uživam v seriji, še toliko pa bolj v vajnih, zdaj že prastarih epizodah, kjer z gosti analizirata posamezne epizode. Ker pa sem veliko bolj domača, spet narekovajih domača, v časovnem razponu Hiše zmajev sem v Igri prestolov že uspeli spoilati dogodke iz časa vojne med zelenimi in črnimi. Eden izmed večjih kvarnikov je seveda prišel iz ust fucking Joffreya, hvala Bogu mi ga kmalu potem več ni bilo treba gledati. To si že danes začel spet igrati končno. Ja, sem videl, da je nazaj. Gre za drobce zgodovinskih informacij, na katere pred 10 leti, ko so te sezone izhajale, gledalci najbrž sploh niste bili pozorni. Druga negativna plat tega, da sem pregledala Hišo zmajev, pa najbrž tudi ta, da se mi Daenerys, njena zgodba in njeni zmaji zdijo res bogi v primerjavi s slavo rodbine Targaryen, ki jo gledamo v Hiši zmajev, kjer je Vagar velika za vsaj 67 denih zmajčkov, ki izgledajo, da bi jih lahko po nesreči zajahal vsak kmet. Ja, to je dosti res. Moramo, mislim, jaz se je kmetavzar pol severa gorih je, ne? Moramo povedati sicer, da polkar razrastajo. 7., 8. sezona kar veliki. To je res, ampak ni Veigarja. Veigar, ja. Ona. Veigar je ona. Veigar je ona. Seksist. Kar reči mi denote. Paš koliko je stara? Moj bog. Preveč. Kaj pa je po vajnem mnenju slabši oziroma boljši način spoznavanja lora
Tle se zaveda, da je Lord dala v. George R.R. Martin, najprej Game of Thrones in na to House of the Dragon, obratno, se ustaviti pri recimo 6. sezoni God, da se ne pokvari serije, kot so mi zagotovili, da si jo bom in na to gledati zmaje. Kako bi si vidva želela spoznavati ta svet, če bi lahko izbirala za nazaj? Kaj so po vajnem prednosti in slabosti tega, da poznaš Igro prestolov pred Hišo zmajev oziroma ja ne? Že vnaprej hvala za vajno refleksijo, ki bo v to, sem prepričana, elaborirana na visokem nivoju. Jaz sem tle zaznal malo cinizma. Ja, jaz mislim, da je to je dis. To je dis. Bu! Ker obot pa je to vprašati. Se vprašati s tem odnosom. Pa všeč mi je podpis, ker je napisala Valar Morgulis. Valar do Harris. Tako. Mi dva služiva. A zdaj gledamo samo serije, knjige odmislimo. Glih to je, ne recimo, mi dva so oba v ta svet prišla s knjigami. Vsaj jaz, ne vem zdaj. Ti tudi. Jaz sem tudi najprej original bral, pred prevodi. Tako, od Martina. Mislim, jaz bi tako rekel, jaz ne strinjam se s to tezo, da 7. pa 8. sezone ne gledaš. Jaz mislim, da je treba zratrakirati čez tist, če nič drugega akcije je tam dovolj, da saj za res boring ni. Ker težava 7. pa 8. ni, da se je razvodenel ali pa whatever. Za nič zgodba je pa za pogledati tisto, kar se vidi. To moramo povedati za tretji del 8. sezone, si moraš nabiti svetlost na maksimum in potem še vzad za TV postaviti en ta velik reflektor. Greš na avtocesto, ki imajo ta nočno delo in tam na nočnem gradbišču jim suneš, ali pa se sposodaš, rečeš, a mi lahko posodite en ta velik reflektor in ga postaviš vzad za televizijo, da čez prebija za to, da vidiš kaj, kar se dogaja v tisti dolgi noči. Ampak definitivno, pa mogoče je fino vsem, da greš do svojega zdravnika, če nav predolga čakalna vrsta, pa ga prosiš za para paurinov. To je spet dated tako. Kaj danes? Danes smo si verjetno reči apaurini, danes smo kaj drugega. Zihar je nek drug brand. Jaz mislim, da vsem gledaš 7. in 8. in pač si pol eno dunih, o moj bog, to so pa res zasrali. Jaz mislim, da moraš pogledati, ker kar nehat pri 6. je nonsens, če me ne vprašaš. Res je nonsens. Drugače pa, kaj bi prej gledal? Jaz sem kar fan, ne vedno, no. Ampak tukaj sem kar fan tis, kar je prej vam prišlo. Jaz mislim, da greš prvo Game of Thrones gledati in potem, ker se mi zdi, da karkoli delajo pri zmajih, delajo z mislijo, da je Igra prestolov že obstajala. In da poznamo te ljudi. Tako, in jaz mislim, ne res. Mislim, tako, da so jih nekoč omenjali, pa da vsi zdaj vemo, kdo je bil Egon zavojevalec. Dan konkreten primer, ki je to deluje. To, kar sem se mi že pogovarjala. Ko gre gor na zid, če ti nič ne veš, ti zbolj malo pomeni. Nek zid je, nek model v kožuhu govori z nekim naglasom, če si pa gledal Igro prestolov, pa vidiš... Točno so. Starki. Tako da jaz mislim, da dejansko tako, kaj je vam prišlo. Ne, definitivno, jaz bom tudi podprl to, težava 7. in 8. sezone ni to, da ne bi izgledalo dobro, ampak to, da so pač že v 6. sezoni, če gledamo tisto štihanje v Bravosu, pa naravne antibiotike, ki so očitno v rekah, ki tečejo skozi Bravos, je problem, težava tega, da dejanja nimajo posledic. Tako. To je ta glaven greh. Ta glaven greh. Super je, zdaj ne vem, koliko spada, ampak recimo, če gledamo začetek, aj v 8. sezoni The Light of the Seven, še v 7. Mislim, da je vse. Pač, če gledamo, rečemo samo to, prizor, kjer se, mislim, da je to v 7. sezoni, kjer Ramin Djawadi, ki je pač največji kralj serije s svojo glasbo, ki prvič ufura klavir. Po 6 sezonah zaslišimo klavir in te že to majhen ven vrže in kako je vse ti zrežiran, kako gradi napetost, kako se podirajo kocke domine ena za drugo tam v kraljevem pristanku, kako ljudje potem kako neki zaznajo novega, kako počasi jih preveva, se zavedajo, kaj se bo zgodilo, kako so ujeti, kako ne morejo nikamor. In je genialno, mislim, ti se taka napeta sekvenca, 7 ali 11 minut. In genialno, sicer res, da se potem je vsem vseeno, kaj se je zgodilo tam. Ti si pa problema. Tako da pač, glej, definitivno glej in uživaj v prizorih. Mogoče, ne vem, ne se sprašvati, kakšni parkli
so med belimi, so med neživci, da imajo take ketne zmeri sabo. Ne, tam je res, mislim, da je to, kar mi Klavž gledal, to je rekel, pogledal svoje parke in rekel, vidite, tole bi vi morali imeti sabo. Ja. Zato je pravim, oboje pa tako, kot je bilo ven dano. No? Ja. Ker računa, ker mislim, da Zmajeva hiša v resnici na veliko teh stvari računa. No? Biti pa rekel vsem, da če se ti da brat, pa glede na to, da si prišla skozi Potterja, do najnega podcasta predvidevam, da nisi Potterja čakala na filme, ampak si brala knjige. Ja. Dej si vzem knjige, kolikor jih pač je trenutno, pri čemer se moramo zavedati, da Igra prestolov, se pravi Pesem ledu in ognja, je literarno delo. Medtem ko je Fire and Blood, se pravi Kri in ogenj, je pisana kot, še vedno literarno delo, ampak je pisana kot kvazi zgodovinska knjiga, ki jo spremljamo skozi različne zgodovinske vire. Se pravi, da nimamo ne pričakovati neke slogovne nabuhlosti oziroma ali pa elegance, dajmo reči elegance, ampak gre preprosto tako, kot bi brala, pač oni so pa tam. Mislim, stvar, ki jo lahko oddaš na filofaksu, pa dobiš 8 za seminarsko. Okay. Še nekaj, pejt potem, ne čakati na naslednje let, ki pride ven, ker ti pa mislim, da res ne bojo, ti se skoraj najtežji zafrgati, pejt prebrati Viteza iz 7 kraljestev. To je še nisem. Ja. Ti še nisi tega bral. Super je. To sem že tudi na netu spremljal, da ima tako dobro volje. Dobro volje, pa kratke zgodbe, zelo spet. Imamo Targaryene, nekaj, kaj veš, imamo noter, tam je Bloodraven, recimo, ki smo ga zdaj videli, ta možakar, ki smo se zanj pogovarjali v tej viziji, ki jo je imel Daemon, ob Vršaku, tam ga spoznamo, njega bomo videli pol tudi drug let, ko pride ta, Vitez iz 7 kraljestev, se vzeli povesti o Danku in Egu. Tako da, pejt to pa, ne obupati, pejt gledati. Pejt gledati. Mogoče je fino, da imaš, če imaš ta žival za čustveno podporo, da jo zraven stiskaš ob sebi, čeprav mogoče ne, da jo naš preveč stisnila, ko boš jezna na kakšnih trenutkih, boš rekel, kaj so naredili iz Anžetu ljubega Erona, iz mogočnega človeka, strahu 17 morij, ki se peča s črno magijo, kako so naredili v resnici potem tam enega Johnnyja Deppa iz trgovine Jager. Je kar grozen. Hvala za... Zdaj pa, ker je bil plan danes se o Martinu pogovarjati, predvsem pa o zmajih, imamo zdaj pa prvič po moje, da bomo midva spremljala neko resno, neko internetno dramo. Mene kar grozno. Moj bog, Denis Živčec zdaj le tam, kako, kdaj so oni na trače prišli. Jaz sem kralj slovenskih tračev. Naj Simšič je nehal pisati za to, kaj naj jaz slišal. A ali še vejo, kdo je Naj Simšič? Noben ne ve. To, ki jaz poznam to tračnici. Prav. V glavnem, gre pa za to, da je George R.R. Martin na svoji spletni strani, tam, kjer je blog, ki je Nota blog, tako je on to poimenoval, napisal en sestavek, kjer kako bi to človek rekel? Dajmo začeti malo nazaj. Se pravi, že pred časom je zapisal, je pohvalil, kako prva 2 dela, kako je bilo hudo. Ta boj, pravzaprav zmajev, 6. del, je bil 4., 5. Ne, pač tam, kar se gor spopadajo, kako je to huda bitka, ampak zakaj pa imajo zmaji na grbu 4 nogice? Pač se je razpisal o različnih tipih zmajev in kako so njegovi, pač 2 nogi, pa krila, pa zdaj da je škoda, da niso tega, kar zdaj je bilo tudi po svoje čudeno, ker dejansko je bil ta 4-nogi zmaj, se je pojavil na prvih promotih pred prvo sezono Igre prestolov, in so ga potem spremenili v 2-nogega in potem so ga imeli. Pa zdaj ne vem, ali so takrat, ko so z ladjami šli na konec 6. sezone, ali je bil tam imel še 2 noge ali 4, ampak recimo že tudi v zadnji, sorry Lara, zdaj če ti bomo spoilali, ampak je nek prizor, kjer razvijajo mogočno targarjensko zastavo in tam je že ta 4 nogami. Ja. In so očitno to
No, in je to, in potem je bil zadnjič imel nek pogovor na enem konu, ne, je bil, in je tudi rekel, da ene stvari mu niso bile toliko igri pri Zmajevi hiši in da se bo o tem razpisal na svojem blogu, ne, kar je, glede na to, kako je bil tiho, ob 7 in 8. Ja, samo no daj. Je res, da tam je mogoče tudi to, tam se je zavedal, da ni bilo knjig napisanih, pa je bil raj rekel, ne bom ti živ, ker nisem dal knjig, kako so to speljali, tukaj so pa zdaj. Okay, ja. Veš, sam je pa tudi tako, Bog ve, kakšna je pogodba. Ja, to drugače sem slišal, zdaj, kar sem bil v Londonu na tem Relay eventu, podcast eventu, smo se tam malo pogovarjali, z The Incomparable delajo, ne, veš, kaj bo ta nova serija HBO Harry Potter, ne, kjer bo kao vsak letnik bo ena sezona, nekako tako je mišljen, ne. Ja, in da je to zato, ne, ker dokler delajo obstoječe knjige v Wizarding Worldu, se ne rabijo z njo ukvarjati, ne. Kar bi bilo pa novega, ima pa ona creative input, ne. Rowlingova. Ne? In je tako, ajško, da Bog ve, kako je bilo, kakšen je bil deal pri Igri prestolov, kaj je on lahko sploh rekel. Hkrati imamo pa zdaj ta primer, no, kjer je pa pol se razpisal, bilo rečeno. Ampak tako, moram reči, meni se ni zdel z jeze, da to prihaja. Pač sam, kar ga je zmotil, tako, ni bil šarlatani, res ni bilo tako. In pohvalil serijo in prva dela in celo ekipo. Kako je on takrat, ne, se tudi recimo, ko je Pedijo, ne, pisal pač, ti si boljši viziti, kot moj, v knjigah, ne. Ne, se vidi, da gre dejansko za neko sodelovanje. Ne? Ni zdaj tako, da on zdaj celo produkcijo popluval. Je pa očitno ga toliko stvari, to ga je zmotil, no? Ne toliko stvari, par stvari ga je pa res toliko zmotil, da se je odločil nekaj napisati, ne? In tisto, kar ga je zmotilo, je nekaj, kar se mi da zelo veliko pogovarjala. Mislim, jaz sem se o tem res veliko pogovarjala in to je ta najbolj grozna scena v tej sezoni. Žiga žaga glavco preč. Tako, ne, ko pride ta dva, se pravi ta lovilec podgan in pa kaj je ta bivši. Tle dejansko je blod, en je kri, en je pa sir. Tako, ja, ko pride ta pač umorit enega tamavga, in imamo tisto Sofijena izbira moment, kjer si ti že razložil, kako je to v knjigi, ne? Da v bistvu so 3 otroci, ne? Da je še bolj katastrofalno, ne? Ker v bistvu ga vprašajo Heleno, kdo naj preživi, pa reče enega, pa za nalaž unga ubijajo, pa ta drug živ ostane. Ta drug zapod mu reče, tvoja mama je hotela, da sti. Ne? Ja, tako. Čeprav, ne? Pa Helena v knjigi ponudi svoje življenje v zameno, ker v seriji ponudi ogrlico. Denar, Denar, ja. Pač, efektivno hočeš. Šuške. Tako, ja. Tam pa sebe hočeš žrtvovati v knjigi, ne. In da ga je to zmotil, ampak ga ni zmotil v smislu, ta del, ki so se mi pogovarjali, on tudi pove, da razume obe varianti, da je bil čisto kaj, da tisto, kar ga pa ne moti, je pa ta tretji otrok v resnici. Ja, Maleor, ja. Ki je pa v bistvu mlajši, še kot, ker v knjigah sta te dva starejša, sta 6 let stara, tukaj sta dost manj, tam je pa on, eno leto star. On je pa 2 star, ja. Nek res tako mali otrok, ki to, kot on sam napiše, nič ne naredi za res, razen to, da zdaj bo to rekla. Zdaj bo povedal, tle so zdaj spoilerji za naslednjo sezono. Ne vemo še, mislim, za knjigo, ki je že nekaj časa vzun, in midva obljuba, da tega podcasta ne bova snela z linije, tako kot je Martin pa svoj blog zapis. Tako, jaz sem tam nehal brati drugače, na koncu. To moramo tudi povedati. Jaz sem snoč, deva to predzgodbo. Jaz snoč, kot mi je v navadi, pač pred spanjem grem 1 ali 16 Hearthstoneov, ker luč treba imeti ogasnjeno, in zraven pač v tem mrtvem času, ko potekajo spopadi, brskam po Redditu malo. In ker se mi je uspelo čist Skinziksa. Odlično. To je v redu. Rejvari, zgledujte se po meni. Ja. Spet sva stara izpadla. In sva potem pač in berem in tako, in pošljem, jaz sem že to, a bi tole midva jutar pred najno temo, ki očitno bo zdaj sam originalna mišljena tema, da bo čez 14 dni prišla, ker sva že kar na dolžini. Prav, dej, in beri, in potem jaz zjutraj dobim, dal, se neku, vem, imamo tle arhiv, že. Ja, ker jaz nisem prebral tega zapisa od Martina, ampak v bistvu je zginil manj kot, ne vem, manj kot uri, 2, nekaj tako, no, mislim, res takoj.
Ja, in jaz sem to bral, ampak ko je začel preveč razlagati, je tudi rekel, klej bojo pa spoilerji, sem jaz nehal. Ja. Ampak zdaj sam povejva, kaj je Claire, mislim, tako, brez da gremo v spoilerje. Ampak dajmo reči tako, ta lik, se pravi tega od Maleorja, kaj ga je zmotilo? Sprav od Helene najmlajši sin, ki ga ni v seriji. Ki ga ni v seriji, pa njemu je pač Condell tudi rekel, showrunner, se pravi tekač predstave, mu je rekel, da ga bojo v tretji sezoni upeljali, da bom naš. Ampak zakaj je pomemben? Pomemben je zato, ker potem kasneje dva člana kraljeve straže rešujeta dva otroka, peljeta ju vsak na svoj konc in Maleorja, pravzaprav tega viteza, ki ga vozi okoli, odkrijajo in Maleor stori bridko smrt. Zelo, ne bomo zdaj razlagali. Bomo dali link na ta arhiv. Ampak ne vsega prebrati. Preberite začetek, je zelo zanimivo videti od Martina razmišljanje. Ko pa on tudi omenja spoilerje, jaz predlagam, da nehate. Jaz sem res nehal. V glavnem, in potem ima smrt tega otroka vpliv na motivacijo nekih drugih likov. In zdaj pač, ker tega ni, in kako se reka, kako bojo ne bi te drugi liki reagirali, je zelo tako malo, bi rekel, 7., 8. sezona. Tako. Njegova poanta je, ki tudi poimenuje to, ta butterfly efekt, da čeprav ta otrok je nič ne naredi, samo umre, kdaj, kako, pa kje umre, ima pa veliko veze s tem, kako se kasneje ljudje v zgodbi obnašajo, in mu ni jasno, da če ga ni, ali pa če ga pol upeljaš, kako točno bo to delovalo. Je pa tudi res, tisto, kar bo pa meni všeč, ker sta imela s Condellom te debate, to tudi napiše, ne bomo zdaj še enega otroka 2 let starega, imeli v seriji, ker bo to podaljšal, ker budžet se napihne, ko delaš, ker so pač... Razen, če snemaš Snajperja. Dobro. Ampak hočem samo tako reči, da pač to je res je pomemben je to povedati, ker hvala Bogu, zaradi sindikatov so pač te otroci zelo zavarovani. Zato vedno dvojčki igrajo. Tako, ker je samo tok in tok ur na dan, in pol tudi, ker so tok majhni, morajo tudi biti pripravljeni, včasih niso pripravljeni, potem vse stoji in je to dejanski denar. In jaz ta moment zelo razumem. In zato tudi Martin pol rekel, ok, to pa štekam, ampak pol pa še zmeram nekako ne vidi. Mislim, meni je bilo to zanimivo brati, predvsem zato, kako on razmišlja o teh stvareh, ko se nekaj zgodi, kaj pol pomeni, kaj pol to za naprej, kar je bila cela poanta Igre prestolov. Tako si pa rekel, vzroki in posledice. Vzroki in posledice, in pol on konča. Pač to je pa še prav, da so še večji in strupenejši metulji, ki znajo preleteti, če bo šla Zmajeva hiša naprej z nekaterimi spremembami, ki so jih mislili delati v 3. pa 4. sezoni. To je pa Orangdis, in zato mislim, da se je to tudi umaknil. Ker pol so takoj dali, to moram povedati, jaz sem prevečer to v angliščini prebral. Že bo pa sprot prevajal za zakon o medijih, da bo. Malej, Apple tudi še nima zrihtenega, tako da who gives a fuck. It's a 187 on an undercover cup. There are a few greater fans of George R.R. Martin and his book Fire and Blood and the creative team on House of the Dragon, both in production and at HBO. Commonly, when adapting a book for the screen with its own format and limitations, the showrunner ultimately is required to make difficult choices about the characters and stories the audience will follow. We believe that Ryan Condell and his team have done an extraordinary job, and the millions of fans the series has amassed over the first 2 seasons will continue to enjoy it. Tako, in jaz bi to se pravi, itak združujejo že tako. To so že Mila povedala, tudi ta zmaj v gor. Šipstiler, karkoli je, tisti ne deluje tako, ker ni tiste ženske, ki bi ga načeloma mogla. To je vse logično, je pa zanimiv, da ga je toliko ziritiral, da je šel to narediti. Ker se mi zdi, da Martin, tako kot sem prej rekla, do zdaj ni taka sitnoba. Meni si res glih to je, a veš, da tam je imel tako, ne moram jaz zdaj njim težiti, zakaj so to... Pust takrat, kako je bilo. On nasplošno se ne gre glih tega. Ker se mi zdi, da ko greš ti na svoj blog pisati, on je vedel, da bo mogel najbrž to umakniti.
Tudi zelo previdno je, res je pohvalil stvari, ki jih je zapohvalil. Ne deluje kot nekdo, ki je jezen in zdaj bom jaz nekaj napisal. No? Ne deluje tako. In tudi jaz ne vem, da bi on kdaj to pretepal, ne zdaj ga ful brano, ampak imaš ljudi, ki so sitni, razumeš? On pa ne deluje siten, kle je pa siten na način, zelo na preračunljiv način, da mogoče hoče malo doseči, da bo ljudje, kaj pa vi delate, zdaj je to 4. sezona, prijatelji. Tako, v smislu, to ga je mogel zmotiti. Tako da ni to ta mejhen metuljček, kakor je hotel jih je mal pejte v ta pravo smer. No. Tudi pa mogoče tega se niti niso toliko midva dotikala. Je ta odnos med Alicent in Rhaenyro, ker pač kako je dejansko v knjigah, je Rhaenyre nimajo glih ful radi, tudi v Kraljevem pristanku. Helena je pa vseeno mal kraljica ljudskih src. Čeprav ni posnela nobenega pop komada na dalmatinsko štanco, in to uspeva. Da je tle pa to, kako pravzaprav nekako sta obe. Zdaj pa, ko malo premišljuješ, res tako dosti brez svoje agende, so bolj tako, tipi okoli neki skačajo, naj jo sam premetava malo. Pa neki pa še izjave, ki so bile od Kendala pa od Hess, pač, ki kaže, da jih hočemo sparčkati, če pa ne, tako malo je, tle je folk tudi dosti nekega nezadovoljstva med ljudmi, se jih malo strah, kaj bo tle pelal. Pa ne vem, tudi tako, veš, recimo spet Alicent je bilo tle malo pozabila, on sin, ga žrtvujem, sem pozabila, da imam tam še enega otroka, pa tam tega ne bomo omenjali. Mogoče zdaj, ki je malo bolj sveže, vizualno je bilo hudo. Se je, ampak veš, to spet zato, ker je knjiga, ker se dela. Jaz mislim, da je vedno treba to v zakup vzeti, da pač bojo razlike, ker ne gre. Včasih ali z denarjem, z logistiko, s čemarkoli pač ne gre. Težava je, ker tako, kot sem jaz Klej Martina razumel, zdaj si res gledam, ker tega noro brano, ampak res ne. Tiskar, ko jaz to razumem, je, njega je res zmotil glih te vzrok posledica. To, na čemer je on vse to zgradil, enkrat je že videl, kako se lahko to sfiži, in ga je zdaj malo strah, da bomo sam gledali nek spektakel brez teh momentov, ki jih pa on očitno pri svojih knjigah napredenih piše. To so tiste točke, ki jih on... Se tako, kot prav, ko zmeri tega Faulknerja citira, pač, da edina stvar, o kateri je vredno pisati, je človeško srce v konfliktu samim seboj. In tle so polta. In če nimaš teh posledic, če nimaš neke motivacije, zakaj to narediš, ker si moral sam pri sebi pač biti v sporu z lastnim srcem, kako ravnati, kako da pol je pač sam še vse skupaj neki, ko bi rekel, lep spektakel, mi bi pa radi žmok, ker so pokazali, da ga znajo narediti. Znajo ga narediti. Se to se mi zdi, da je pol največja tragedija, ker do zdaj se mi zdi, da jim kar dobro gre. To je tisto, kar je. To, kar si rekel, pa Alicent, vse je res, ampak v resnici, še zmeraj je to serija, kje so neke omejitve, to nam nikoli nav knjiga. Tako, jaz sem res, zdaj me ena ljudje dosti sprašuje, kaj pa te zmaji, pa to druge, sem rekel, meni je res v redu. Meni res sem za fan. Mi dva podpiševa, tudi dejmo na te vizije, pa to, to je bilo. Ker je pomagal. Recimo, tle je bilo. Model je sam šel čez psihoterapijo, ker očitno ni dobil napotence, je moral sam predelati določene stvari. In je šel. Mislim, se tehnično gleda do psihoterapijo, samo od neke šamanke. Kar je največja težava pri nas tega področja, ker je dosti šamanov v resnici. Sam ta je očitno res pomagala. Tako, škoda mi je drame kakršne koli. Raj bi, da bi ta barka bolj mirno plula v resnici. Ampak kaj mi je pa zelo všeč, ta PR sporočilo HBO, ki je ta The Millions of Fans, it has a mess. To pa tudi da neki ve. To veš, da si ne bi upal napisati, če ne bilo res. Kar pa pomeni, da mislim, da smo kar varni za to 3. pa 4. sezono, kar sem pa jaz zelo vesel. Ker mislim, jaz HBO, tudi ko zdaj gledam vse te pretočnike, jaz grem največkrat v HBO, moram reči, in potem gledam te njihove original filme, ki so uro pa pol dolgi, iz 90-ih, pa iz 2000-ih sem jih zdaj že parkrat gledal, ki so res super. In še zmeram HBO nekako smartnaram kot te, ker vejo, kaj delajo, pa z nekim občutkom te stvari delajo. Zdaj to, kar je Zaslav začel delati, pa to, da je moraj... Pač odkar je pod Warner Brothers, pa to vse. Jaz govorim samo HBO. Ne HBO Max, to me ne zanima. Me je samo HBO kot tak, no se mi zdi, da tam še zmeram dosta ene infrastrukture, ki hoče z občutkom malo tudi umetnost delati, ne sam šrota. Če ne drugega imajo how to.
Se to pa, veš, tudi ko pogledaš te vse serije od Netflixa, ki je 1/7, da je ok. A ne preveč bi jo res ni tako. A ste videli, že gledal mogoče Decameron zdaj kaj? Ne. Jaz sem gledal prvi del in je dost tako, zaveda se, kaj je, Ja. pa, ampak je kul, cool. Pač, Ne, jaz sem slišal Decameron, pa sem te. ja, lej, pa Aljaš Tepina not. V prvem prizoru. A res? Direkt, tako je, bum. Pa ne vemo, a ga bomo še videli, a bo tako kot pri Batmanu, ampak je. To je tudi, to je Cameo King, jo. Tako. Ej, To pa kaos. tudi ne moram, ne zanima me. Ne zanima Čisto je te- nek Olympus, pa sem nekaj. Goldblum je. Teh, vem, Goldblum je kul, ampak Saj zato. Teh high concept, ne vem. To imam malce cajta, da pol tiska gledam, hočem gledati. Prnave tu gleda, kul, pa ta prvi del pogledaš, pa ni cajta več, da Ker bi. je preveč, res je Ja. preveč. Ampak daj, da naš, To moramo pa povedati. Dajte, je pa Only Murders in the Building je nazaj. ok, že spet. Cool. Oh, Ne, se vem, se Steve Martin, sem 4 sezone. I ain't got time. The rent is too high, nek joke. Nisem mi dal razmišljati, kako bi ga zdaj tako. Tisto, kar je še enkrat treba povedati. Zdaj, mi da bova šla pol na pol britek, to lahko zdaj povem, Ja. kjer se bova pogovarjala o najboljšem stand-uperju vseh časov. To je zdaj moja izjava. Jaz med top 5 ga tudi štejem. komot, To je tako da. Stuart Lee, ki sem ga jaz, ker mi je moja draga kupila najboljše darilo ever za 40-letnico, kar je slabo. Kako si mlad? Točno Kako si to. mlad, mulj. In sem ga uživo videl, zdaj je pa tudi na internetih. Jaz bom vsem rekel, on je res tak človek. Tudi če boste to gledali kje drugje kot uradno, to mora Na povedati. YouTubu je. Neuradno. Neuradno, ja. Dejte, če vam bo všeč, to res rečem, dejte kaj kupiti. On ima spletno stran, mislim, da je stuartlee.com, bo dala zapiske, napisi, da res dava. In tam lahko te njegove spešle kar kupaš in file dobiš. No. On je res kul, kar se tega tiče. To je en angleški komik, jaz sem ga v živo videl in zdaj je to, kar sem jaz v živo videl, bilo tudi po TV-ju, mislim, da je bilo na Skyju. Na Skyju, ja. Prvič ni bilo na BBC-ju in je fajn. Pa imel je on, a unga pa ni več. In to je bilo na Netflixu. Na Netflixu je bilo ni nekaj več. časa, ta Stuart Lee Comedy Vehicle, genialno. Biblija za me. Ja. Ja. Tako da se bomo o tem pogovarjala. Še enkrat ne rečem, aparatus.si pošiljnica podpri, oziroma podpri.si, zdaj že spet dela. Pridite, podprite in potem poslušate tudi po britke. Za naslednjič, pa Ja. dneva napovedati, Ja, če no, bo kdo hotel prebrati, Ja, to pa res. ker to sta hotela danes imeti, pač da otvoriva. Lahko jaz to napovem. Dej, povej. Naslednjič. Ja. Aparatus.si pošiljnica podpri, Discord, pridite, pogovarjate. Zdaj pa naslednjič se bomo pogovarjala o knjigi. V kateri piše to? Najprej jaz to Ne, povem. Ne, no. no, daj ti najprej povej, pa mi O knjigi, ki jo je priporočil Anže Tomič. Ja. En citat, samo kratek. Nima slovenskega prevoda, ki bi bil v knjižnici izposojen, Okay. da bi ga takole prav. She put her hand between his legs, wrapping her fingers around a cylindrical chamber of blood sponges that was his and every penis. He felt the corpora cavernosa commanded by nerve massages from his messages from his subconscious brain fill up with blood, and the tunica albuginea membrane, the penis's straitjacket, trap the blood inside. Mi dva ne znava ene stvari, ne znava spromovirati. Normalno, nisem vedel. Kaj je to? Dopo barba crossover? Ne. V glavnem, to je knjiga Tomorrow and Tomorrow. Ne, kaj je Ja. Gabriel Zevin, a sem prav to rekel. Ja, ali kako je? jutri in spet jutri. Tako. Citat iz Macbeta. In je res fajn knjiga, ki sem jo jaz prebral na priporočilo že spet moje žene. In, Meni je pa žena prinesla, zato ker je vedela, da si jo ti prebral. Tako, ja. Pa reka, da poglej, mogoče boš končno poštekal Tomota. Tako. In je res fajn knjiga, in se bova o njej pogovarjala, potem bova pa napovedala, kaj bova naprej delala, ker so se že tudi skoraj odločila, ali pa več ali manj odločila, ampak ne bova še zdaj povedala. Tako da to je to, zdaj pa še enkrat hvala, ker poslušate, zdaj pa mi dva greva v pobritek. Evo naju. Malo se prazen ga počutim.